Pozdravljeni, danes si bomo pogledali davčni multiplikator. Če zelo enostavno povemo, kaj je to davčni multiplikator. Davčni multiplikator nam pove, koliko država pobere davkov in če te davke tudi potroši, kako to vpliva na velikost bruto domačega proizvoda. Zdaj si bomo pogledali dve situaciji. Ena je, če imamo proporcionalno obdavčenje, to se pravi, da so vsi dohodki ne glede na velikost obdavčeni z enakim odstotkom, in potem pogledali bomo še progresivno obdavčenje, to se pravi, ko se odstotek obdavčitve povečuje z višanjem dohodka. Ne? Se pravi, prva varianta je, da imamo proporcionalne davke. Prvič imamo, to se pravi, proporcionalni davki in uravnotežen proračun. To se pravi, da toliko davkov, kolikor država pobere, enako tisto tudi potroši. To se pravi, uravnoteženi proračun. Ne? To se pravi, ko ima država pobere davke, rečemo, da ljudje del davkov, recimo, če država pobere za 100 davkov, recimo, da 50 enot od tega ljudje zmanjšajo prihranke, za 50 enot pa zmanjšajo tudi svojo tekočo potrošnjo. Tako da rečemo, da ko prije do obdavčitve, ta prvi učinek je zmanjšanje potrošnje, se pravi minus sprememba potrošnje. Ta drugi učinek je pa, da se davki, oziroma bom rekla, trošenje države se pa pozitivno poveča. Ne? In zdaj vemo, to ste šli matematično tudi skozi, ali pa bomo naredili en poseben posnetek na to temo, vemo je, da takrat, kadar so proporcionalni davki, pa imamo uravnoteženi proračun, takrat je multiplikator, rečemo multiplikator, rečemo proporcionalnega obdavčenja z uravnoteženim proračunom je enak 1. In temu tudi rečemo Havelmovo pravilo. To pomeni, če država za 100 pobere davkov, se bo za 100 povečal tudi bruto domači proizvod. Ta druga situacija, ki jo pa imamo, lahko, no, vse situacije je potem še več, ampak recimo te smo mi obravnavali. Ta druga je pa, če imamo progresivno obdavčenje, in uravnoteženi proračun. Tukaj pa v bistvu pride do tega, da vsaj empirični podatki tako kažejo, da bogatejši v bistvu, ko plačujejo davke, del davkov plača jasno tudi iz zmanjšanja potrošnje, tako da še vedno pride do zmanjšanja porabe, ampak večji del zneska davkov, ki morajo plačati, plačajo pa iz prihrankov. Tako da tukaj bistvena razlika je, če primerjamo potem to z proporcionalnim obdavčenjem, je, da se ta poraba zmanjša precej manj pri progresivnem obdavčenju kot pri proporcionalnem obdavčenju. Tako da rečemo, da v bistvu, jasno, če imamo uravnotežen proračun, pa če potem država vse te nabrane davke tudi porabi, rečemo, da je multiplikator večji kot 1. To se pravi, pri progresivnem obdavčenju in uravnoteženem proračunu rečemo, da je multiplikator progresivnega obdavčenja z uravnoteženim proračunom je večji kot 1. To se pravi, to nam praktično to pomeni, da če povečamo davke za 100 in da država za 100 pobere davko in potem teh 100 potroši, kot državno trošenje, seveda se bruto domači produkt poveča za več kot 100. Tako da z vidika
bom rekla, fiskalne politike, je na nek način progresivno obdavčenje bolj učinkovito, vendar ne smemo pozabiti, če pa prije do tega, da država zmanjša trošenje, se pa potem tudi BDP zmanjša za več, kot pa država v bistvu za manj pobere davkov, ne. Tako da bom rekla, v vsakem primeru se to pri povečanju pa zmanjšanju trošenja odrazi na bruto domačemu proizvodu. Zdaj bomo pa pogledali v bistvu še grafe in jih bom jaz narisala enega nad drugim, tako da bo v bistvu zelo jasno, da bo tudi, tako bom rekla, bomo na grafih pokazali v bistvu, koliko se poveča bruto domači proizvod v enem ali pa drugem primeru. Na vrhu bom narisala graf, ko imamo proporcionalno obdavčenje, to se pravi proporcionalni davki. Se pravi, na vertikalni osi bomo imeli davke in pa državno trošenje, na horizontalni osi bomo imeli produkt in tako od spodaj bom narisala še en graf, Osi bodo enako označene, to se pravi davki in državno trošenje, tukaj bomo imeli pa progresivne davke. Takole. No in najprej narišemo na obeh grafih premico 45 stopinj. Vemo, da na tej premici v bistvu imamo ravnotežje, to se pravi, da je produkt enak trošenju in to nam bo prav prišlo pred tem, ko bomo ravnotežni produkt risali, ne. No in zdaj narišemo neko osnovno situacijo, ko imamo samo imamo funkcijo porabe, to se pravi, imamo takole P, pa jaz sem tudi tukaj takole, ne bo v redu. Tole mora biti eno pod drugo narejeno, tako da si vmes takole malo s temi pikicami pomagala. Takole imamo začetno situacijo. Rečemo, da je to P1, to je naša začetna situacija, ne, ko se še nič ne zgodi. No, potem pa pride država in pobere davke, ne. In zdaj vemo, da ko država pobere davke, se bo poraba zmanjšala, in sicer se poraba zmanjša za več pri proporcionalnih davkih kot pri progresivnih, ker smo rekli, pri progresivnih bogatejši v bistvu večji del davka plačujejo iz zmanjšanja prihrankov, ne toliko iz zmanjšanja porabe. Tako da v bistvu jaz to lahko narišem na obeh grafih, in smo rekli, da tole bo pa poraba, to je zmanjšanje porabe. In vidite tukaj, da je to nek umesten korak, da se zmanjša produkt. Če bi tukaj ostali, če država ne, potem, če bi obdržala to v proračunu, če bi bil proračun neuravnotežen, recimo, ne. Zdaj pri progresivnem obdavčenju smo pa rekli, da se ta poraba ne zmanjša toliko, ne. In če poiščem novo ravnotežje, vidite že, ne, bom z laserjem pokazala, v bistvu P2 ni nad P2 pri proporcionalnih davkih ni nad P2-jem pri progresivnih davkih. To se pravi, to je ta razlika, ne, za koliko se zmanjša poraba. No, ampak tukaj še ni konec zgodbe. Smo rekli, ker imamo uravnoteženi proračun, bo država potem vse te davke tudi porabila, ne. To se pravi, štartamo iz te naše zmanjšanje premice porabe in zdaj v bistvu še trošimo, država troši, tako da v bistvu zdaj narišemo še narišemo še takole. Tukaj imamo pa potem C črtica, ne, plus davki, ne, to se pravi, to je ta razlika zdaj in vidimo, da smo prišli v novo ravnotežje in to je P3, No, zdaj bomo pa pogledali, bomo za enako količino, pobranih davkov, bomo zdaj še pri progresivnih davkov, na grafu progresivnih davkov zdaj povečali to našo trošenje, Jaz sem samo tole premico malo podaljšala. Takole, gremo nazaj. No, in zdaj gremo in povečamo. In vidimo,
da v tem primeru je to P3. Zdaj jaz se moram tukaj malo upravičiti, tole sem jaz. No, kakorkoli že. Bomo naredili tlele P3. In zdaj vidite, da je v bistvu strašna razlika. Tale P3 dobimo takrat, ko imamo proporcionalne davke, tale P3 dobimo takrat, ko imamo progresivne davke. To pomeni, da za isto pobranih davkov in jasno, če imamo uravnotežen proračun, to se pravi, da država potem porabi, se pravi, da gre za spremembo G-ja, enako v primeru progresivnih pa proporcionalnih davkov, se BDP za več poveča v primeru progresivnih davkov. In to je v bistvu razvidno iz tega grafa. To bi bilo to, drugače pa tole matematično, da vam pokažem še, kako to Hauelovo pravilo deluje. Bom pa naredila še en poseben posnetek. Tako da najlepša vam hvala za pozornost in se slišimo.